Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Barcelone. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega dogajalo na prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno bo tudi tokratni prispevek pred kvalifikacijami razdeljen na 3 nam dobro znane dele. Najprej se bomo ustavili pri tehničnih novostih. Nato bomo našo pozornost usmerili k zanimivostim in na koncu bomo z rezultati prvega in predvsem drugega prostega treninga skušali tudi razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A tokrat, preden se lotimo našega ustaljenega reda glede obdelave različnih tem, si bomo vzeli nekaj minut in komentirali odločitev komisarjev pri razveljavitvi kazni Pierreu Gaslyju. Kot ste verjetno zasledili v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Pritožba ekipe Alpine je uspela. Pierreu Gaslyju so izbrisali oba pribitka 5 sekund, ki jih je dobil na Veliki nagradi Monaka. In v tem trenutku je na 3. mestu. A tu je treba najprej razložiti, zakaj je šlo. Vse temelji na meritvi, ki so jo opravili pri ekipi Alpine. Dokazali so, vsaj za enkrat, da je bila pot, ki jo je prevozil Gasly, krajša od one, ki so jo uporabljali pri izmeri hitrosti. Namreč hitrost v Formuli 1 merijo z transponderjem in sprejemniki, ki so v asfaltni površini. In seveda tisto razliko v času, ki ga porabi voznik, da prevozi od enega do drugega senzorja, se izračuna z dano razdaljo, kolikšna je povprečna hitrost na tistem segmentu. In seveda drugače ne bi imeli hitrosti izražene v kilometrih na uro, torej dolžinski enoti in enoti za čas. Ampak tu je prišlo do neke specifike, ker smo imeli na pitlejnu ovinke in so vozniki lahko sekali. In to je pomenilo, da so lahko celo skrajšali tisto razdaljo za približno, vsaj tako navajajo viri, 77 centimetrov. In tu bo marsikdo izmed vas dejal, kaj je to napačnega. Pri Alpinu so dokazali, da so se pri FII zmotili in zato je potrebno krivico odpraviti. Ampak vprašal bi vas rad, kaj bi pa porekli na vse tiste, ki so po istem principu dobili kazen in so jo celo odslužili. Rad bi vas tu spomnil, da po tej logiki je George Russell dobil drive-thru za prekršek, ki ga ni storil. In zato so tu pri FII naredili nekaj, kar je proti njihovi kredibilnosti. Namreč prav na primeru Russella lahko vidimo, da so si privoščili nekaj, kar si ne bi smeli. In drugič, v tem trenutku je Pierre Gasly uradno na 3. mestu Velike nagrade Monaka. Ampak se je kdo vprašal, kako je voznik Alpina prišel na 3. mesto? Verjetno tudi zato, ker so ostali njegovi nasprotniki dobili kazen, za katero je bil on sam oproščen. In po virih naj bi se pri ekipi Red Bull in McLaren pripravljali na pritožbo. Ne na pritožbo glede njihovih kazni, ampak na pritožbo glede te odločitve komisarjev, ki je enostavno Gaslyju zbrisala 2 pribitka. Videli bomo,
kaj se bo zgodilo, ampak po mojem skromnem mnenju velikanska napaka že je. Poglejmo si sedaj, kaj so ekipe pripravile novega za veliko nagrado Barcelone. Najprej je treba poudariti, da se bomo zopet tu ustavili pri tistem uradnem dokumentu, ki ga izdaja FIA. Kar 8 ekip od 11 je prijavilo določene popravke za veliko nagrado Barcelone. Začeli bomo pri McLarenu, kjer so spremenili obliko tiste končne plošče na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Na drugem mestu vidimo Ferrari, kjer so uradno pripeljali kar 8 sprememb oziroma 8 popravkov, ampak vse lahko združimo v 3 glavna področja. Na prvem bomo videli, da se 3 popravki dotikajo prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, kjer imamo drugačen profil, kjer imamo predvsem drugačno končno ploščo in imamo tudi različno upetje ter obliko konice nosnega konusa. Seveda gre za neko celoto, ki deluje enovito in podobno bi lahko dejali pri drugi skupini, kjer bomo govorili o dnu. Dno je sestavljeno iz več elementov in tu vidimo praktično naštete vse spremembe. Na fotografiji žal vidimo to novo dno le od zgoraj, ampak treba je povedati, da so pri Ferrariju spremenili tudi malce difuzor, ki je del dna, da ne bo pomote. Na koncu so, skladno z spremembami na samem dnu, spremenili tudi območje v tako imenovani Coca-Coli. In to je, kar se tiče Ferrarija, vse. Naslednja ekipa, ki je sem pripeljala spremembe, je tovarniška ekipa Mercedes, kjer pa vidimo izjemno kratek spisek. Tam na vrhu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja so ohranili strukturo profilov, podobno tisti, ki smo jo videli v Monaku. In pri Red Bullu lahko vidimo, da so pri prednjem aerodinamičnem stabilizatorju spremenili malce geometrijo in predvsem kote, na katere se lahko nastavijo profili. In tu ne smemo mimo dejstva, da so pri ekipi Williams napravili nekaj podobnega kot pri Mercedesu. Zopet govorimo o teh manjših pomožnih profilih na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Pri ekipi Racing Bulls lahko opazimo, da na sprednjem aerodinamičnem stabilizatorju so vgradili gornjeve profile, ki omogočajo zopet višji kot nastavitev in ne smemo pozabiti na rahlo spremenjen difuzor. Pri ekipi Haas smo lahko opazili, da so po dokumentih popravili oziroma poenostavili tisto zadnjo varnostno strukturo za menjalnikom, kjer lahko sklepamo, da gre za nekoliko predrugačen EPM. In na koncu imamo še ekipo Cadillac. Tu pa vidimo, da so spremenili malce tiste hladilne reže, ki so na pokrovu pogonskega sklopa in spremenili so mehanizem pri zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Tako da so lahko vpeli nov profil, ki so ga rabili v Monaku. In to je, kar se tiče sprememb uradno prijavljenih pri FIA, vse. Poglejmo si še pa, kakšno zanimivost so pripeljali sem na veliko nagrado Barcelone pri raznih ekipah. In kar se tiče zanimivosti, se bomo najprej ustavili pri barvni shemi ekipe Racing Bulls, ki je nekako nogometno obarvana, kar meni osebno ne spada v Formulo 1, kajti tistemu, ki je všeč nogomet, naj spremlja nogometne tekme, onemu, ki je všeč Formula 1, naj spremlja to. A zanimivo je, da Alexander Albon
bo presegel rekord prisotnosti pri ekipi Williams, ki ga je imel Nigel Mansell. Tu vidimo, da na tej dirki bo imel Albon čelado obarvano tako, kot jo je nosil pred mnogimi leti ta znani britanski šampion. Kar tudi meni ni preveč všeč. Namreč čelada Nigela Mansella pase še na glavo Nigela Mansella in ne Aleksandra Albona, ampak okusi so seveda lahko različni. Zadeva, ki bo zanimala mnoge navdušence in predvsem navijače skuderije Ferrari, so zavore oziroma zavorni diski in ploščice na Ferrariju Charlesa Leclerca. Kot je bilo nekako napovedano, so na tem bolidu vgradili material proizvajalca Carbon Industry in ne Brembo. Torej, napovedi, ki smo jih slišali v Monaku, so se uresničile. In za konec še neka zanimivost. Namreč prišlo bo verjetno do nove polemike. Na veliki nagradi Kanade so pri Mercedesu vgradili obliko difuzorja, ki naj bi bila po navedbah nekaterih virov nekako prepovedana skuderiji Ferrari. Govorimo o tistem nazobčenem delu, kjer bi se lahko zgodilo, da bodo pri Ferrariju vložili nek protest v smislu, zakaj Mercedes lahko, mi pa nekaj podobnega nismo smeli. In res ne gre za novost, gre za element, ki je že bil uporabljen na veliki nagradi Kanade, ampak komaj tu v Barceloni bomo videli, ali deluje ali ne. Ampak kar se tiče zanimivosti za danes, kot ste dobro razumeli, je to vse. Sedaj je potrebno še ugotoviti tisto pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. Za konec pa moramo seveda skupaj ugotoviti še, kakšno je tisto pravo razmerje sil pred prihajajočimi sobotnimi kvalifikacijami. Najprej je treba povedati, da smo na prvem prostem treningu videli kar 7 novincev. Ker ekipe dodobra poznajo progo v Barceloni, so lahko si privoščile, da so enega izmed 2 voznikov v ekipi nekako pustile prostega. In seveda tu je treba poudariti, da rezultati prvega prostega treninga še zdaleč niso mirodajni, kajti če imaš 7 novincev od 22 nastopajočih, pomeni, da je tretjina tistih na progi, ki je vsaj v teoriji nekoliko počasnejša. A treba je tu poudariti neko zanimivost. Videli smo, da je bil Ferrari z Leclercem za približno pol sekunde počasnejši od tistega, kar je pokazal George Russell. In Ferrari, kot se spomnite iz prvega dela, je imel precej posodobitev. In tu je drugi, vsaj meni, zanimiv podatek. Logično je, da na progi, kot je ta v Montmelooju, se bo zopet pojavil tisti osovraženi clipping. In tu bomo lahko videli, koliko izgubi posamezni bolid, ko polni baterije. In zopet smo tam, na dnu lestvice, z 37 km/h, praktično nižjo končno hitrostjo, je Ferrari. Ampak to so podatki tistega prvega prostega treninga. Tistega, ki ni mirodajen, kot sem že povedal. In kaj smo videli na drugem? V bistvu na drugem smo lahko videli, da McLaren, vsaj kar se tiče kvalifikacij, je prišel nekako na tisto svoje staro pričakovano mesto. Enakovredno se bodo lahko borili z Mercedesom. Tu je treba poudariti, da Andrea Kimi Antonelli je izpustil prvi prosti trening in zato je nekoliko logično, da na drugem je bil malce bolj zadaj.
Ampak, če sem pokazal s prstom na Ferrari na prvem prostem treningu, kaj bi rekli pri rezultatih drugega, da je slika malce boljša, ampak ne bistveno. Tudi tu 3,5 z vsemi posodobitvami se meni zdijo malček preveč. Pri Red Bullu smo videli, da sta imela tako Verstappen kot Hadjar resne težave držati bolid na progi. In zopet se lahko upravičeno sprašujemo, ali je res pogonski sklop Red Bull Powertrains tisti, ki ima termični del najmočnejši. Ne vem, prišle so pritožbe in končno bomo čez nekaj dni lahko dobili tisto uradno verzijo in uradno lestvico. Ampak tu je treba poudariti, da Alpin je kar naenkrat zdrsnil v ozadje. Verjetno jih je marsikdo pričakoval bolj spredaj. A videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo. Vsekakor, če se mene vpraša, vidim tam spredaj boj za prvo vrsto med tovarniško ekipo Mercedes in McLaren. Ferrari je kar naenkrat iz mesta takoj za vodilnimi zdrsnil na tretje na tej, imenujemo jo jakostni lestvici. In vprašanje bo, kakšen krog bo na kvalifikacijah odpeljal Max Verstappen. Proga v Barceloni je seveda tista klasična, tista, ki jo vsi poznajo. In včasih je veljalo, da če si hiter tu, si hiter vse povsod. A treba je povedati, da velja tudi obratno. Če imaš probleme tu, jih boš imel skorajda na vseh prizoriščih. A kar se tiče našega prispevka pred kvalifikacijami, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.